Ja, to je inovativen material, nanodelci titanovega dioksida, ki imajo pač zaradi svoje majhne velikosti delcev zelo veliko specifično površino in v osnovi se jim spremenijo tako fizikalne kot tudi kemijske lastnosti, ki jih potem izkoriščamo. V primeru te inovacije oziroma materijala CCA100BS izkoriščamo tako imenovan fotokatalitski učinek, kar pač pomeni, da površina titanovega dioksida lahko tvori zelo reaktivne radikale, hidroksidne ali pa superhidroksidne radikale, ki potem lahko reagirajo z organskim medijem, ki je v neposredni bližini teh delcev in jih pač pod vplivom UV svetlobe razgradi v idealnem primeru na ogljikov dioksid in vodo, kar v bistvu pač pomeni, da lahko takšne površine, ki imajo na površini te nanodelce, ki so, treba je poudariti, transparentni za vidno svetlobo, tako da v bistvu vizualnega izgleda ne spremenijo. V bistvu pa omogočajo pa po drugi strani zaradi fotokatalitskega efekta ta samočistilni efekt oziroma efekt, kakor mu tudi drugi pravijo anti-aging ali pa kaj podobnega. Torej, ohranjajo se površine predvsem dlje časa čiste, ne spremenijo izgleda, kar v bistvu pač pomeni za neke take gradbene elemente, kjer je to zelo, bom rekel, že znana aplikacija, dalj časa pač ostanejo enaki, manj je vzdrževanja, torej stroški so manjši, treba je pa seveda upoštevati to, da se sami polutanti iz okolja odstranjujejo, kar ima definitivno zelo pozitivne tako ekonomske kot ekološke posledice. Inovacija je že v uporabi? Ja, inovacija je že v uporabi, mi delamo to na industrijski skali, tako da lahko proizvajamo tako rekoč tonaže, ki pač jih potem ponujamo potencialnim interesentom. Tako v Sloveniji, predvsem se pa skušamo usmeriti navzven, torej v Evropo, kjer so te aplikacije, bolj znane kot v Sloveniji. Recimo veliki trgi so predvsem kakšna Nemčija, Španija, Italija in tam imamo zdaj v teku razne projekte z različnimi družbami, tako malimi kot večjimi, ki testirajo naše materijale in v bistvu nam dajo potreben feedback, da material bodi si še kaj dodelamo, pač odvisno od same aplikacije, ampak za zdaj so rezultati zelo spodbudni in smo, lahko rečem, na pragu tega, da začenjamo oziroma bomo začeli to v velikih količinah plasirati, predvsem navzven, kot rečeno.